Po vsem svetu obstajajo stvari, ki niso le drage ali redke. Obstajajo tudi nekatere, ki so izjemno dragocene, izjemno nevarne ali izjemno svete. Zato je skoraj nemogoče, da bi se jim kar tako približali navadni ljudje. Nekatere od njih varujejo varnostniki in visokotehnološki senzorji. Druge pa varuje celotna vlada in vojaške sile. Veliko vprašanje tukaj je, kaj so te stvari. In v tem videu bomo govorili o stvareh, ki jih ljudje izjemno varujejo in pazijo nanje. Zato začnimo. Številka 1. Črni kamen iz Meke. Sredi najpomembnejšega kraja v islamu je majhen, a izjemno svet kamen, ki ga že dolgo obiskujejo milijoni ljudi. To je črni kamen ali znan kot Al-Hajar al-Aswad. Nahaja se v kotu Kabe v mošeji Masjid al-Haram, najsvetejši mošeji v islamu. Sam kamen ni velik. Ocenjuje se, da je širok približno 12 palcev, temne je barve in ga obdaja srebrn okvir. Ampak čeprav je majhen, je eden najpomembnejših verskih predmetov na svetu. Po islamski tradiciji naj bi kamen izviral iz nebes. Obstajajo tudi prepričanja, da je bil včasih bel, vendar je zaradi človeških grehov postal črn. Mnogi muslimani verjamejo tudi, da je prerok Mohamed osebno postavil ta kamen v Kabo, ko so v začetku 7. stoletja ponovno zgradili to strukturo. Vsako leto med hadžem milijoni muslimanov iz različnih držav prihajajo v Meko in eden najpomembnejših delov romanja je obhod okoli Kabe. Zaradi tega veliko romarjev poskuša med obhodom okoli Kabe dotakniti ali poljubiti črni kamen. In ker vsako leto tja prihaja ogromno ljudi hkrati, je varnost na tem mestu zelo stroga. Po poročilih mednarodnih medijev, kot sta BBC in Al Jazeera, je varnostna operacija Hadža v Saudski Arabiji ena največjih varnostnih napotitev na svetu. Na tisoče policistov, vojaškega osebja, nadzornih sistemov, dronov in ekip za nadzor množice je nameščenih, da zagotovijo varnost romarjev in zaščitijo kraj. V svoji dolgi zgodovini je bil črni kamen že večkrat poškodovan in izgubil nekaj svojih delov. V 10. stoletju so ga po zgodovinskih zapisih ukradli pripadniki skrajne skupine in je bil izgubljen več kot 20 let, preden so ga vrnili v Meko. Zaradi poškodb, ki so se zgodile v preteklosti, je kamen danes sestavljen iz več fragmentov, ki so združeni in nameščeni v srebrni okvir. In čeprav ga vsako leto vidi na milijone ljudi, ostaja eden izmed najbolj varovanih verskih predmetov na svetu. Ker za mnoge ljudi to ni le navaden kamen, je del vere, zgodovine in identitete NATO, zelo pomemben del sveta. Številka 2. Diamant upanja. Na prvi pogled je videti kot lep moder diamant, toda diamant upanja je eden najbolj znanih in najbolj kontroverznih draguljev na svetu. Njegova velikost je približno 45,5 karata. Je eden največjih modrih diamantov odkritih v zgodovini. Danes ga lahko vidite v Narodnem muzeju naravne zgodovine Smithsonian v Washingtonu DC, kjer ga vsako leto obiščejo milijoni ljudi, samo da bi ga videli v živo. Vendar pa ni bila samo lepota diamanta razlog za njegovo slavo. Več kot 300 let se je širila zgodba, da naj bi prinašal nesrečo ali bil celo preklet. Po zgodovinskih zapisih so diamant prvič našli v Indiji v 17. stoletju, preden je prišel v Francijo. Kasneje je postal del francoskih kraljevih draguljev in last kraljeve družine Francije. Ko je leta 1792 prišla francoska revolucija, so diamant ukradli in je bil več let izgubljen, preden se je ponovno pojavil v Evropi, vendar z drugačnim videzom, saj so ga prebrusili v manjšo velikost. Takrat so se začele širiti zgodbe o njegovem prekletstvu. Nekdanji lastniki naj bi bankrotirali, izgubili življenje ali doživeli hude tragedije. Ena izmed pogosto omenjenih sta kralj Ludvik XVI in Marija Antoaneta iz Francije, ki so jo oba obglavili v času revolucije. Vendar pa po mnenju številnih zgodovinarjev je velik del zgodbe o prekletstvu napihnila le medijska pozornost in trgovci z dragulji, da bi diamant še bolj zaslovel. Kljub temu pa tudi danes mnoge še vedno privlači njegova skrivnost. Leta 1958 je draguljar Harry Winston podaril diamant muzeju Smithsonian. Presenetljivo je, da so ga poslali kar z navadno poštno storitvijo v Ameriko v preprostem rjavem paketu. Danes pa je njegova varnost na povsem drugi ravni. Nahaja se v debelih neprebojnih steklih. Nameščeni so senzorji gibanja, kamere in oboroženo varnostno osebje, ki ga ves čas varuje. Nadzorujejo tudi svetlobo in temperaturo okoli njega, da ohranijo stanje diamanta.
Ena izmed najbolj nenavadnih lastnosti pa je ta. Ko ga zadene ultraviolična svetloba, nenadoma oddaja močan rdeč sijaj, moder diamant, ki v temi sveti rdeče. In za mnoge obiskovalce je to razlog, zakaj je še bolj skrivnosten. Številka 3. Jedrski kovček. Obstaja en kovček na svetu, ki ga nikoli ne smeš pustiti. Ni poln denarja, zlata ali skrivnih dokumentov podjetja. Vsebina tega kovčka je nekaj, kar lahko sproži jedrsko vojno. To je tako imenovana jedrski kovček ameriškega predsednika. Uradno je znan kot predsedniška torba za nujne primere. To je težak usnjen aktovka, ki jo vedno nosi vojaški častnik, ki skoraj nikoli ne zapusti predsednika Združenih držav. Tudi ko je predsednik v Beli hiši, na letalu, na sestanku, na državni večerji ali celo na dopustu, je aktovka vedno tam. Po poročilih CNN in BBC so za nošenje te aktovke zadolženi posebni vojaški pomočniki. Opravljajo zelo stroge preverjanja preteklosti, psihološke ocene in zahtevne postopke za varnostno dovoljenje, preden so izbrani. Tega kovčka ne nosi kar navaden vojak. Usposobljeni so, da so pripravljeni kadarkoli. Ker če pride do jedrskega napada na Ameriko, ima predsednik le nekaj minut časa, da sprejme odločitev. In tukaj pride v ospredje pomen jedrskega kovčka. Veliko ljudi misli, da je v njem dobesedno rdeči gumb, ki takoj streli jedrske rakete. Toda po besedah nekdanjih vojaških uradnikov in javnih poročilih, postopek ni tako preprost. Kovček naj bi vseboval komunikacijsko opremo, overitvene kode, nujne zapise, postopke in vnaprej pripravljene možnosti vojaškega odziva. Preprosto povedano, to je mobilni poveljniški sistem predsednika v primeru jedrske izredne razmere. Če je potrebno, lahko predsednik izda ukaz iz katerega koli dela sveta. Tudi če je v letalu, tudi če je v podzemnem bunkerju, tudi če je sredi poti. Kar je zaskrbljujoče, tega ponoči ne shranjujejo v trezor. To mora ostati blizu predsednika skoraj ves čas, ker po ameriški vojaški doktrini lahko katerakoli jedrska grožnja nastopi kadarkoli. In v takšni situaciji ni dovolj čakati še nekaj ur. Zato je že v časa predsednika Johna F. Kennedyja po kubanski raketni krizi leta 1962 to postal trajni del predsedniškega varnostnega sistema ZDA. Kubanska raketna kriza je bila eden najnevarnejših trenutkov v hladni vojni, ko sta bili Združene države in Sovjetska zveza skoraj na robu jedrske vojne. Takrat je ameriška vlada spoznala, da mora imeti predsednik način, da lahko takoj izda ukaze, ne glede na to, kje se nahaja. In še danes vojaški pomočniki vsak dan nosijo to aktovko. Navzven izgleda kot navadna torba. Toda v njej so sistemi in postopki, ki lahko v nekaj minutah vplivajo na ves svet. Številka 4. Recept za Coca-Colo. Med številnimi skrivnostmi na svetu je ena najbolj znanih, ki ni povezana z vojsko, vohuni ali vladnim orožjem. Gre za recept za brezalkoholno pijačo. Vendar pa je po navedbah podjetja Coca-Cola formula za Coca-Colo ena izmed najbolj strogo varovanih poslovnih skrivnosti v zgodovini poslovnega sveta. O tej skrivnosti se govori že več kot 100 let in še danes veliko ljudi verjame, da le peščica ljudi resnično pozna natančno formulo te pijače. V World of Coca-Cola v Atlanti, Georgia, obstaja poseben trezor, za katerega pravijo, da hrani originalne dokumente z receptom za Coca-Colo. Ko vidiš ta trezor, izgleda kot prizor iz visokotehnološkega filma. Debela jeklena vrata, visokotehnološki varnostni sistemi, nadzorovan dostop in 24-urni video nadzor. A še bolj zanimivo je, da ne varujejo samo recepta, varujejo tudi skrivnost. Dolga desetletja je bila ideja o skrivni formuli, ki jo je skoraj nemogoče izvedeti, del trženja Coca-Cole. Že dolgo kroži zgodba, da naj bi le 2 direktorja poznala celoten recept hkrati in da jima ni dovoljeno potovati z istim letalom. Vendar pa po mnenju številnih poslovnih analitikov je to verjetno le del korporativnega mita, ki še dodatno krepi podobo blagovne znamke. Kajti v resnici, po mnenju nekaterih prehranskih kemikov in strokovnjakov iz industrije, je mogoče sestavine analizirati z uporabo sodobne laboratorijske tehnologije. A vendar kljub temu skrivnost še vedno ohranja svojo vrednost. Kajti za Coca-Colo je velik del uspeha izdelka prav zgodba, ki stoji za njim. Občutek, da obstaja skrivnost, ki je ne poznajo vsi. In to je razlog, zakaj je še danes varnost okoli trezorja z receptom izjemno stroga. Ne samo zato, da bi varovali formulo, ampak tudi zato, da bi ohranili pri življenju eno najbolj znanih poslovnih legend sodobnega časa.
Številka 5. Maska Tutankamona. Med vsemi bogastvi, ki so jih našli v starodavnem Egiptu, obstaja ena stvar, ki jo skoraj vsakdo prepozna, tudi tisti, ki jih zgodovina ne zanima. Zlati obraz mladega kralja. To je pogrebna maska faraona Tutankamona. Za številne zgodovinarje in arheologe to ni le preprost starodavni artefakt. To je eden najpomembnejših simbolov celotne egipčanske civilizacije. Maska je izdelana iz približno 11 kg čistega zlata in okrašena z dragocenimi kamni, kot so lapis lazuli, obsidian, turkis ter drugi barvni materiali, ki ji dajejo edinstvene podrobnosti. A še bolj presenetljivo je, da je stara več kot 3000 let. Odkrita je bila leta 1925 med ekspedicijo Howarda Carterja v dolini kraljev v Egiptu. Postavljena je bila neposredno na mumijo Tutankamona v njegovi grobnici. In odkar so jo odkrili, je postala ena najbolj znanih arheoloških odkritij v sodobni zgodovini. Tutankamon sam je postal faraon, ko je bil še otrok in verjamejo, da je umrl, ko je bil še najstnik. Čeprav ni bil najpomembnejši vladar Egipta v tistem času, je postal izjemno slaven, ker je njegova grobnica najbolj znana. To je ena redkih grobnic, ki so jih našli skoraj nedotaknjene in jih lovci na zaklade niso veliko oropali. In med vsemi stvarmi, ki so jih tam našli, je zlata maska postala središče pozornosti celega sveta. Danes jo lahko vidite v velikem egipčanskem muzeju blizu piramid v Gizi. Po besedah egiptovskih vladnih uradnikov je bil muzej posebej zgrajen, da bi zaščitili in ustrezno razstavili starodavne zaklade Egipta, še posebej zbirko Tutankamona. Varnost okoli maske je izjemno stroga, nahaja se v vitrini s klimatsko kontrolo in neprebojnim steklom. Nadzorovane sta tudi svetloba, vlaga in temperatura, da se tisoče let star artefakt ne poškoduje. V galeriji je tudi omejen pretok obiskovalcev, da prevelika gneča ne bi predstavljala nevarnosti za artefakt. In po poročilih Reutersa in BBC-ja je jasno izraženo stališče Egipta, da maske po nekaterih preteklih sporih ne bodo več zlahka posojali drugim državam. Glede prenašanja egipčanskih artefaktov na mednarodne razstave. Za Egipt to ni le kos zlata, to je obraz njihove zgodovine, to je obraz samega starodavnega Egipta. Številka 6. Torinski prt. V Italiji je staro platno, o katerem se še danes prepirajo znanstveniki, zgodovinarji in verski strokovnjaki. Za nekatere je to ena najsvetejših relikvij v krščanstvu. Za druge pa naj bi bilo to mogoče narejeno šele v srednjem veku, to je tako imenovani torinski prt. To je dolg laneni prt z bledo podobo moškega s ranami, ki spominjajo na poškodbe povzročene s križanjem. Na podobi naj bi bili vidni tudi sledovi, ki spominjajo na rane od trnove krone. Zaradi tega veliko kristjanov verjame, da je to pogrebni prt Jezusa po križanju. Vendar do danes še vedno ni dokončnega odgovora, ali je to resnično ali ne. Tkanina je shranjena v katedrali svetega Janeza Krstnika v Torinu v Italiji in je pod skrbništvom Vatikana. Njegovo varovanje je izjemno strogo. Shranjen je v posebnem zapečatenem ohišju s kontrolirano temperaturo in zaščito pred ognjem, vlago in onesnaženjem. Njegovo ohišje je tudi neprebojno, poleg tega ga javnosti le redko pokažejo. Včasih minejo desetletja, preden ga ponovno razstavijo, da ga lahko vidijo romarji in obiskovalci. Eden od razlogov, zakaj je to tako pomembno, je skrivnostna podoba na tkanini. Po mnenju nekaterih raziskovalcev to ni preprosta slika ali navadno barvilo. Dolga leta so različni znanstveniki poskušali preučiti, kako je nastala ta podoba, vendar še vedno ni jasnega odgovora, ki bi ga vsi sprejeli. Leta 1988 so 3 laboratoriji izvedli radiokarbonsko datiranje. Rezultati so pokazali, da je blago morda nastalo v srednjem veku, med 13. in 14. stoletjem. Zaradi tega je veliko skeptikov trdilo, da ne izvira iz časa Jezusa. Vendar pa so se nekateri raziskovalci uprli tem ugotovitvam in dejali, da je možno, da je vzorec, ki so ga analizirali, izhajal le iz dela blaga, ki je bilo popravljeno potem, ko se je v preteklosti poškodovalo. Do danes se razprava še vedno nadaljuje. Zgodba je postala še bolj zapletena, saj je bilo platno že večkrat skoraj uničeno v požaru. V 16. stoletju je izbruhnil velik požar, ki je na blago pustil ožganine in luknje, ki so vidne še danes. Potem so zaščito še dodatno poostrili. Leta 1997 je v kapeli, kjer je bilo platno shranjeno, izbruhnil še en požar. Po poročilih iz tistega časa je moral en gasilec z macolo razbiti debelo zaščitno steklo, da bi relikvijo pravočasno rešil pred ognjem. Zaradi tega incidenta so še dodatno okrepili protipožarno zaščito in varnostne sisteme okoli platna.
In še danes ostaja ena izmed najbolj razpravljenih verskih relikvij na svetu. Ker čeprav danes ljudje uporabljajo sodobno tehnologijo, obstajajo še vedno nekatera skrivnosti, ki jih ni mogoče popolnoma razložiti. Številka: 7-kronski dragulji Anglije. V starem gradu v Londonu je zbirka nakita in kraljevskih zakladov, ki jih varujejo kot vojaško bazo. To so kronski dragulji Združenega kraljestva. Te dragulje si lahko ogledate v londonskem Towerju, zelo stari trdnjavi, ki je že več kot 900 let del zgodovine Anglije. Dolgo časa je bil ta kraj palača, zapor, kraj usmrtitev in vojaška trdnjava. Danes pa je to eno najpomembnejših mest, kjer hranijo kraljevske zaklade na svetu. V zbirko kraljevskih draguljev spadajo kraljevske krone, meči, žezla in drugi ceremonialni predmeti, ki se uporabljajo pri kronanju britanskega kralja ali kraljice. Preprosto povedano, to so simboli moči britanske monarhije in po poročilih BBC in Reuters je ocenjena vrednost celotne zbirke več milijard funtov. Toda eden najpomembnejših delov te zbirke je imperialna državna krona. Polna je dragocenih dragih kamnov, tisoče diamantov, smaragdov, safirjev, biserov in nekaterih najbolj znanih dragih kamnov na svetu. Med njimi je tudi Cullinan II diamant, eden največjih brušenih diamantov, ki je v lasti britanske krone. Medtem pa je večji Cullinan I diamant pritrjen na kraljevsko žezlo. Ta kamen je eden največjih čistih brušenih diamantov, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih v zgodovini. Zaradi izjemne vrednosti in pomembnosti teh draguljev je varnost v londonskem stolpu izjemno stroga. Obstajajo debele jeklene vrata, proti bombam odporne stene, napredni alarmni sistemi in proti kroglam odporne vitrine. A kar je zanimivo, tukaj ne varuje le sodobna tehnologija. Obstajajo tudi znani stražarji, imenovani Yeoman Warders ali bolj znani kot Beefeaterji. To so tisti stražarji, ki jih turisti pogosto vidijo v rdečih in črnih uniformah, vendar niso le preprosti ceremonialni stražarji. Večina med njimi je nekdanjih višjih članov britanske vojske z dolgoletno službo, preden so bili izbrani za stražarje v stolpu. In skozi dolgo zgodovino kraljevskih draguljev so jih večkrat poskušali ukrasti. Ena najbolj znanih zgodb se je zgodila v 17. stoletju. Moški z imenom polkovnik Tomaž Blad se je pretvarjal, da je duhovnik, da bi dobil dostop do hiše z dragulji. Po zgodovinskih zapisih so poskušali ukrasti kraljevske dragulje in celo udarili krono, da bi jo spravili v torbo, medtem ko so poskušali pobegniti. A vendar so jih ujeli, preden so lahko pobegnili, in kar je še bolj presenetljivo, namesto da bi ga usmrtili ali dosmrtno zaprli, mu je kralj Karel II celo odpustil. Še danes je to uganka za številne zgodovinarje, zakaj se je to zgodilo. Zakaj se je to zgodilo? Danes milijoni turistov vsako leto obiščejo kraj, da bi si ogledali kraljevske dragulje. In čeprav je minilo že več stoletij, ostaja to še vedno eden najpomembnejših simbolov britanske monarhije. Številka 8. Deklaracija o neodvisnosti. V Ameriki obstaja star dokument, ki ni le navaden papir. Za mnoge Američane je to začetek njihove države. To je originalna deklaracija o neodvisnosti Združenih držav. Ta dokument je leta 1776 uradno razglasil, da se je 13 ameriških kolonij ločilo od britanske oblasti. Tukaj je zapisana tudi ena najbolj znanih vrstic v politični zgodovini Amerike o enakosti ljudi. Danes je ta dokument razstavljen v stavbi Nacionalnega arhiva v Washingtonu, D.C. Skupaj z njim sta tam tudi izvirna ustava in listina pravic Združenih držav Amerike. Za ameriško vlado so ti dokumenti izjemno pomembni, saj predstavljajo temelj njihove države in zakonodaje. In ker je deklaracija o neodvisnosti izjemno pomembna, je njen varnostni sistem skoraj kot znanstveni laboratorij. Nahaja se v posebnem zapečatenem ohišju, izdelanem iz trpežnih kovinskih materialov, z nadzorovanim okoljem v notranjosti. V notranjosti ohišja ni navaden zrak. Po podatkih Nacionalnega arhiva je v notranjosti argon, ker je ta plin varnejši za star pergament in črnilo. Nadzorovana sta tudi vlažnost, temperatura in zračni tlak, da se dokument ne uniči hitro. A še bolj presenetljivo je, kaj se dogaja po noči. Ko se Nacionalni arhiv zapre, se dokumenti postopoma spuščajo s hidravličnim sistemom v podzemni trezor pod stavbo. Ta trezor je ognjevaren, odporen na bombe in močno ojačan. Z drugimi besedami je kot banka za najpomembnejše dokumente Amerike. Ko pride jutro, jih ponovno dvignejo, da jih lahko vidi javnost. V celotni stavbi je tudi strogo varovanje. Na voljo so oboroženi zvezni policisti, senzorji gibanja, sistemi za spremljanje okolja in varnostni pregledi v slogu letališča za obiskovalce.
Vendar zaščita deklaracije ni bila vedno tako urejena. V preteklosti so jo večkrat premikali na različna mesta med vojnami in krizami v Ameriki. Med vojno leta 1812 so jo skrili, medtem ko so britanske sile požigale Washington. Med drugo svetovno vojno so jo odpeljali v Fort Knox v Kentuckyju, da bi jo zaščitili pred morebitnim napadom. Kljub vsemu, kar je ta dokument preživel v skoraj 250 letih, je še danes mogoče prebrati velik del pisave in podpisov na njem. In za Ameriko je sporočilo izjemno stroge varnosti jasno. Nočejo izgubiti enega najpomembnejših delov svoje zgodovine. Številka 9. Mona Lisa med vsemi predmeti na tem seznamu je ta najlažje prepoznaven. Ženska, rahel nasmeh in slika, za katero je skoraj vsak človek na svetu že slišal. To je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Najdete jo v muzeju Louvre v Parizu, Francija. Ampak ko jo številni turisti vidijo v živo, je njihov odziv pogosto enak. Je res tako majhna? To je res, ni tako velika, kot si mnogi mislijo. Slika je majhna v primerjavi z večino umetnin v muzeju, a kljub temu, da je majhna, je ena najbolj varovanih slik na svetu. Za njo stoji 10. Neprobojno steklo ima nadzorovano temperaturo in vlago, da se stara slika ne poškoduje. Obstajajo ovire, da se ljudje ne morejo preveč približati. So kamere, varnostniki in ker vsak dan mimo pride na tisoče obiskovalcev, je nadzor množice zelo strog. Ampak zakaj je tako strogo? Ker je bila že večkrat tarča tatvin in napadov. Leta 1911 je bila Mona Lisa ukradena iz Louvra. Tisti, ki jo je vzel, je bil Vincenzo Peruggia, italijanski delavec, ki je prej delal tam. Ukradel je Mona Liso iz Louvra. Tisti, ki jo je vzel, je bil Vincenzo Peruggia, italijanski delavec, ki je prej delal v muzeju. Po zgodovinskih poročilih mu je uspelo odstraniti sliko. Po zgodovinskih poročilih je Lisa Ito uspela odstraniti sliko stene, jo skriti in odnesti iz muzeja. Več kot 2 leti je bila izgubljena in medtem ko je bila pogrešana, je Mona Lisa postala še bolj slavna. Ljudje so celo obiskovali prazno steno, kjer je slika prej visela. Kasneje so Peruggio ujeli, ko je poskušal sliko odnesti in prodati v Italijo. Mona Liso so vrnili v Louvre, a od takrat jo je svet začel gledati na povsem drugačen način. Ni bila več le slavna slika, postala je svetovna ikona. A vendar se s tem težave niso končale. Leta 1956 je nekdo vrgel kislino na sliko. Istega leta je nekdo drug vrgel kamen in poškodoval majhen del slike. Po teh incidentih so Mona Liso še bolj zaščitili s posebnim steklom. Leta 2009 je obiskovalec vrgel keramično skodelico v sliko, a zadela je le zaščitno steklo. Leta 2022 je neki moški namazal torto po steklu. Medtem ko so govorili, da gre za protest glede podnebnih sprememb, slika ni bila poškodovana, a sporočilo je bilo jasno. Bolj kot je neka stvar znana, več ljudi se želi približati, premakniti ali narediti prizor pred njo. Zato je zdaj Mona Lisa kot ujeta v lastno slavo. To ni zgolj slika na steni, to je nenadomestljiv predmet. To pomeni, da če to izgine ali se uniči, ni natančne zamenjave. Fotografija ni dovolj, replika ni dovolj, digitalna kopija ni dovolj. Ker je Mona Lisa pravzaprav izpod rok Leonarda da Vincija, staro več kot 500 let, pravi predmet iz pravega časa. Zato je tukaj varovanje izjemno strogo. Ne samo zaradi njene vrednosti, ampak tudi zato, ker je edina na svetu. In če bi Mona Lisa izginila, ne bi izginila le ena slika. Izgubili bi enega najpomembnejših obrazov umetnostne zgodovine. Številka 10. Zvezda Indije. V New Yorku je dragulj, ki je izjemno lep, a še bolj je zaslovel zaradi enega zelo sramotnega ropa muzeja. To je Zvezda Indije. To je velik safir v obliki zvezde, ki se nahaja v Ameriškem muzeju naravne zgodovine v New Yorku. Tehta več kot 563 karatov, skoraj tako velik je kot golf žogica. A kar je pri tem posebnega je to, da se ob udarcu svetlobe na površini kamna pojavi nekakšna šestirokraka zvezda. Kot da se na njem premika zvezda, ko se spreminja kot svetlobe. To je razlog, zakaj ga imenujejo zvezdni safir. Po podatkih Ameriškega prirodoslovnega muzeja je Zvezda Indije eden najpomembnejših dragih kamnov v njihovi zbirki. Verjame se, da izvira iz Šrilanke, države, ki je že dolgo znana po čudovitih safirjih. Leta 1900 ga je muzeju podaril finančnik J.P. Morgan.
Toda leta 1964 se je zgodil rop, ki je spremenil varnost v številnih muzejih v Ameriki. Skupina tatov, med katerimi je bil tudi Jack Murphy, bolj znan kot Murphy Surfer, je ponoči vstopila v muzej. Po zgodovinskih poročilih so vstopili skozi okno, ki ni bilo dobro zavarovano. Še huje, nekateri alarmni sistemi v dvorani draguljev niso delovali. Zato so lahko vstopili, vzeli zvezdo Indije in odnesli še nekaj dragocenih draguljev. Za tako velik muzej v New Yorku je bila to izjemna sramota. Ne samo zato, ker je bil dragulj ukraden, ampak tudi zato, ker je bil način kraje videti zelo preprost. Kot da bi nekdo vstopil v hišo, ker si pusti odprto okno, a kmalu so osumljence tudi ujeli. Kasneje so zvezdo Indije našli v omarici na avtobusni postaji v Miamiju. Dobra novica je, da kamen ni bil poškodovan. Ko se je vrnil v muzej, se je vse spremenilo. Stekleni vitrina je zdaj bolj varna, alarm je boljši, več je kamer in varovanje okoli celotne dvorane draguljev je zdaj veliko strožje. Zdaj je tiho, razstavljen v muzeju. Toda njegova zgodba je postala velika lekcija za ves muzejski svet. Ne glede na to, kako dragocena je neka stvar, je varnost brez pomena, če je ena preprosta stvar zanemarjena.